Ko ga prvič primeš v roke, si zapomniš, ali ne? Dober dan. Torej, lokacija letališče v Bruslju. Razlog, nova Toyota Yaris, ki sem jo sicer od bližje že videl. Veliko o tem avtu že povedal, ampak nisem ga pa še peljal. Prva mednarodna predstavitev po zelo dolgem času. Pa da vidimo, ne, kaj so pripravili. Predvsem, kako se avto pelje in kaj zna v praksi ponuditi. Jure, ti imaš neko frišno kapico, vidim, ne? First edition je doma, ampak veš, kje je končala ta druga? Kje? Od severno steno Mojstrov. Tako čez grebe sem prišel in je naredil lift off. To nam v Yarisu... Daj. Jaz sem prvi slovenski novinar, ki sem vozil že pred serijskega Yarisa. Sam tako povem, mi smo motorji. Jaz sem prvi slovenski novinar. Preden sem sedel v avto, če bi moral pri Yarisu izpostaviti samo eno stvar, samo eno, kaj bi rekel, da je tista, ki jo mora vsak vedeti? Varnost. Zato, ker se skoraj upam trditi, da v tem segmentu bo to zdajle eden najbolj varnih malih avtov. Med drugim tudi, da veš, si dober šofer, ne moreš vse kontrolirati. Prideš v križišče, nekdo iz silp ti prileti v bok, zračna blazina je pri Yarisu zdaj, ne sem tukaj, ampak tudi tukaj. Če jaz s tabo cilje sedim, ne, si tudi tako mišična masa, ne, in v tvoj bok prileti avto, ne, oba za njihova in bi se lahko udarila, pride do poškodb glave vratu, no, tukaj se zdaj med sedeži napihne zračna blazina. Evo, jaz pa Jure smo v garažni hiši, kjer naj jo čakajo te novi Yarisi. Ena stvar, ki jo boš pri tem avtomobilu opazil čist takoj, ne glede na izvedenko, je predvsem njegov dinamičen videz, ki je v primerjavi s prejšnjo generacijo vsem dosti bolj izrazit. In medtem, ko Jure že belež, kakšen je najin avto, številka 7 je najin, lahko jaz pokažem še druge izvedenke oziroma barve, vidiš, imamo tudi črne. Zdaj ti pokažem pa še ta plavga, ta je pa meni ful všeč. Pa veš, da sploh nisem prepričan, je to plava ali malo na lilo pade. Ampak moram reči, da se mi zdi, da ko ga bom videl na ulici, bo izgledal čist hudo. Vidiš, vsak avto nosi en tak preprost pečat. Ej, po mojem se boš strinjal, ne? Nehaj, rokce. Moment, ko se ti prvič usedeš v en čist nov avto. Ja. Zanima me, ali je Yaris, ali je Golf, ali je karkoli. Vsak avtomobilski novinar, ki ga tehnika zanima, vsaka mednarodna predstavitev, vsaka svetovna premiera, tako ko bi te povabili v tehnično porodnišnico. Bravo, stari. Novo življenje se začne. Ko ga prvič primeš v roke, si zapomniš, ali ne? Pokaž, kaj znaš. Digitalni merilniki, to mi je všeč. Tako prisrčno sta razdeljene, ne? Na dva skrajna konca, tle vidim, da imam hitrost. Your first test drive of the all-new Yaris? What? That's why you're ready to go? Thank you. Take care, bye-bye. Paul Rickards. A veš, da je to nov radar v Toyota Yaris? Ja? In ta hip, ki si to naredil, avto z vsemi svojimi asistenčnimi sistemi oziroma tretjim očesom gleda 1/4 kilometra pred avto. Prepoznava tudi pešce pa kolesarje. To po noč. Pa tudi head-up ima ta hud, Jure. Ja. A? Ti, Jure, tale pa ima force spod za svoj avto, ne? Kakorkoli obrneš. Kakšen delček je spustil, no? Stari, ta prvi feeling na cesti, avto se mi zdi bolj čvrst kot prej. Zdi se mi bolj športen kot prej. Pa zapeljala sva tudi čez kakšen cukr. Kaj si hotel reči? Ne, kuca. Zdi se mi, da je Yaris postal avto, zdi se mi, da je bolj povezan z voznikom. A veš, kaj je skrivnost te čvrstosti? Ta avtomobilski razred je značilno, da je zadaj pol toga prema. V novemu Yarisu je kar 80% bolj čvrsta toga. V primerjavi s prej. Ampak veš, kaj mi je inženir rekel? Zaradi tega, da so pa to ublažili, a veš, tako ko malo, ko začineš hrano, moraš pa nekaj dodati, da zbalansiraš okus, tukaj pa lego. Ja. So pa zadnje fedre malo spleščali. Pa medtem, ko se kolega novinar pelje mim v ravno tako rdečemu Yarisu, ne bi bilo neumen vršiti oko malo bolj podrobno na njegovo obliko. Poglej, sprednji del je izrazito, lahko rečem, kar agresiven in to mi je všeč. A veš zakaj? Ker še preden sem zapustil mesto, pa spet tako hud, oblika ujema z vozno dinamiko. Koliko boljš se zna pogovarjati z voznikom, to je pa meni zelo všeč. In ta oblikovalski zanos, ki se ga tako jasno vidi na sprednjem delu, se pele čez bok, vidiš tukaj neka karoserija, rahlo navzgor, močna ramena, dvobarven pristop, lepo preseli tudi na zadek. Pa pogled, kako izrazite so zadnje luči. Zgleda, kot da je ena taka polička, ki deluje obenem tudi kot spoiler. Pravzaprav ta drug, ta prvi je pa tam gor. Vidiš? Pa če so že naredila kratek pit stop, Jure je želel nekaj povedati na temo hibridnega pogona. Nov trivaljnik. Prej bil 4, ne? To veš.
pa skupaj z novo litij-ionsko baterijo, pomeni več odzivnosti, pa hibridni sklop 4. generacije. A veš, kaj to pomeni? Veš, da je hibrid kot naročen za v mestu. No, ta avtoček, brez priključenega kabla, brez iskanja polnilnic, v mestu naj bi zmogel do 80% vseh kilometrov narediti na štrom. V teoriji. V teoriji. Mi smo pa danes tukaj, da preverja prakso, ne? Ampak pazi, na Portugalskem bilanca, polka pritiskaš not potovalni računalniček, bliz. Waterloo. Leta 815, kjer junija, 18. junija, nedelja je bila. Napoleon si ni najlepši zapomnil ta dan. Ne? Tukaj je bilo konc, dragi Bonaparte. Z Juretom so že malo namignili, da je bila bitka pri Waterloo na marsikakšen način usodna za Napoleona. S tem porazom se je namreč v tistem trenutku končala njegova vladavina. Ampak a ti sploh veš, koliko velika bitka je bila, oziroma koliko vojakov je šlo en proti drugemu? Napoleon na svoji strani 124.000 vojakov, potem pa na drugi strani Angleži, Nemci, Belgijci, pa Nizozemci 106.000 vojakov. Z tretje strani so prišli pa kdo, Jure? Prusi, Koliko jih je bilo? še 117.000. Vsak Francoz je imel pa kaj? Vsaj 2, A? ni ratel. Ne. Evo, zdaj se bo pa z Juretom spopadla z 216 stopnicami, vse do leva na vrhu, ki obeležuje kraj, kjer se je dogajala bitka pri Waterlooju. Ko je bojišče potihnilo, so se tam not rezale roke pa noge. Ok, zdaj pa preden gremo naprej, pa se posvetimo tudi kabini, pa prostoru, pa medosni razdalji, stopimo najprej en korak nazaj. Ta prvi Yaris se je pojavil tam okrog leta 2000, to se pravi 20 let nazaj. In že v prvem šusu je bil... Kaj gre pa, Jure? V glavnem, že v prvem šusu je bil uspešnica, pa ne sam prodajana, postal je evropski avto leta. In od takrat do danes, se pravi v 20 letih, smo jih Slovenci pokupili 15 jurjev. Zdaj pa, kar se nove, 4. generacije tiče, uvoznik pričakuje, da se bo v Sloveniji prodal približno pol hibridov, pa pol bencinarjev, pol naj bi pa... Kaj so reči? Ne pozabi, da je pa res, da bo Yarisu pa neki kupcev vzel pa Yaris Cross. No, točno to sem hotel reči. Ko pride Yaris Cross, kakšen bo Yaris Cross, zakaj bo šlo, Jure? Yaris Cross bo pa v bistvu Yaris na steroidih, tak malo višji se bo tudi po takmu makadamu rad pelil. Drugače pa pogonsko pa tehnološko podoben avto, sam križanček. Pa kaj Jure, ne, tako je zdaj že pogosto navada, ne, že kar malo hijacknil tale vlog, je rekel, dej, če smo že do sem prišla, dovolj mi še kaj povedati, tako da... Ne, hotel sem reči, da ima pa en krmilnik, ki pazi to. Ta krmilnik pretvarja enosmerni pa izmenični tok, vse energijske tokove med elektriko, benzinom in tako dalje, in to naredi, prilagodi cesti 10.000 krat v sekundi. Pa če Jure že omenil energijski tok, pa kako se ta prilagaja vozniku, ne? Ko pridemo do porabe pogonskega sklopa, najpovprečje se je sprva gibal med 5.4 pa 5.7, potem so začela pa voziti varčno. V mestu so se vozila med 3,5 pa 4, pol je malo zrasla, zdaj so pa spet na visokih trojkah, nizkih štirkah. Drugače pa Yaris zdaj na voljo izključno s trivaljniki. Ja, ampak v hibridu je atmosferc, ampak tak prav poseben atmosferc, zaradi visokega kompresijskega razmerja, 14:1, ne. Ta motor ima 40% toplotni izkoristek. Termalno učinkovit. Seveda. Evo, zdaj smo pa pri kabini. Ne moram reči, da je izrazito minimalistična, je pa lepo prečiščena. Volan, ta je razmeroma majhen. Za merilnike sem že prej rekel, da so digitalni, nisem prepričan, če je tako čist pri vsaki opremi, dvomim, lepo sede v roko, predvsem pa avto je razmeroma širok, zvočna zatesnjenost se mi zdi povprečna, to moram priznati. Pri vmesniku bi se tudi dal še kaj narediti, ki pride do, bom rekel, grafične privlačnosti. Drugače pa dela dobro. Predvsem pa stopnja uporabnosti, ki pride do predalov pa odlagališč. To je bila vedno Yarisova prednost. In tudi pri novi 4. generaciji ni, po mojih izkušnjah, nič drugače. Daj poglej to. Predal v sprednjih vratih je razmeroma velik. Tam je še eno odlagališče, pa tam imaš še eno razmeroma veliko. Pa spredi pred prestavno ročico imaš površino, na kateri lahko filaš telefon. Potem imaš pa še tukaj na sredinskem grebenu klasičen cup holder, pa seveda en, pa še drug predal. Vidiš? V drugi vrsti je pa tako. Najprej upoštevi dejstvo, da je Yaris krajši od 4 metrov. 3 metre 94, 96, nekaj takšnega. Ampak medosna je pa nadpoprečno dolga.
2,54 metra. Zato je pravzaprav tukaj zadaj presenetljivo veliko prostora za kolena. A Jure povedal tisto o inženirju, ne? Ki je bil velik 201 cm, pa se je zdaj Jureta lahko sedel. In to brez, da bi se mu kolena dotikale sprednjega zica. Pa dajmo zaključiti s kufrom, tako kot ponavadi. Zadaj te pričaka 286 litrov velika luka, kar je več kot prej, predvsem zato, ker se je poden spustil za švoh 8 cm. Ni noben prostorski čudež, za kar Yaris tudi nikoli ni velov, še posebej v prtljažniku, je pa glede na to, kakšni kupci ga ponavadi kupujejo, se meni zdi, da dovolj. Dobro, zdaj pa prijemo do področja, kjer je Yaris mene najbolj presenetil. Na cesti. Vesel sem, da podvozje omogoči to, s čimer izziva karoserija. Absolutna vozniška transformacija v primerjavi s prejšnjim. Ne samo, da avto na cesti ni dolgočasen. Vse avto je takšen vozniško dober že moral biti, ne pozabi. Se veš, kjer avto je Toyota lansirala v zadnjih letih, ne? Preden se je pojavil ta nov Yaris. Najprej CHR, pa pol RAV4, pa kaj še, Corolla. In vsi ti avti so se, predvsem v primerjavi s predhodniki, peljali odlično. Valjda ni mogel biti Yaris polka in PNR s kangelca. Se strinjaš? Ok, zdaj pa Yaris v Sloveniji. Hibrid pride oktobra, kakšen mesec za njim se mu pridruži še benciner. Kar se pa cen tiče, začne se pri 12 jurjih. Zdaj, če je kdo zastrigel z ušesi, ja, pri prejšnjemu je bila osnovna cena 10,600. Zakaj je pa ta dražji? Je stari, če pogledaš samo seznam osnovne serijske opreme, so ti stvari zelo hitro jasne. Predvsem, ko prijemo do varnostnih elementov, pripomočkov. Sprav vstop model, smo rekli bencinski trivaljnik 1.0, oprema Luna, bo med drugim opremljen z radarskim tempomatom, sistema za zaznavanje pešcev in kolesarjev, tudi po noč, s tem se dvigne na raven Corolle, a pa sistemom Lane Departure Assist, sredinskim airbagom, Lane Trace Assistentom, e-callom, pa verjetno bi se še kaj najdel. Sprav, osnova ni takšna, kot je bila, in tudi zato cena ni takšna, kot je bila. Vrednosti dodatne opreme je pa približno to, koliko je dražji avto. Tako, zdaj veš. Sem prav povedal? Tebe ni v kadru. Co to kaj reči? Ja. Spet. Ni pocen, da pa velik, ne? Ja, točno tako. No, s tem kadrom se pa ta vlog zaključuje. Jaz sem sicer v Belgiji posnel zaključek, ampak je vmes prišlo par takih sunkov vetra, da se ni vse skupaj nič slišali. Drugače pa meni se zdi, da sta bila z Juretom dovolj izčrpna, da veš o Yarisu to, kar se mi zdi, da moraš, preden pride v Slovenijo. Nič, to je to. Ajde, čau.